Lep dober večer, spoštovani in cenjeni v Lavričevi knjižnici. Zmeraj je v veliko zadovoljstvo pozdraviti na srečanjih z Danilom Lokarjem. Danes pa je zadovoljstvo še posebej veliko. V knjižnici je namreč znova zadišalo po svežem tiskarskem črnilu. Izdali smo novo knjigo, naslovili smo jo Dnevnik 1943-1945. Knjiga je četrta v čisto posebni zbirki, ki ima v središču Danila Lokarja. Z nekakšnim ponosom in lahko rečemo kar Lokarjana. Spremno besedo k novi knjigi Dnevnik je pripravil dr. Branko Marušič, ki se mu iskreno zahvaljujem, čeprav ga danes ni tu. Dnevnik je prepisala, ga opremila z bogatimi opombami in uredila, kot tudi že vse dosedanje knjige, profesorica Ivana Slamič, ki bo tudi predstavila Dnevnik. Dobrodošla, Ivana, lepo, da si tu, super. Hvala. Predstavitev knjige odlično dopolnjuje predavanje dr. Matica Batiča o odsevih fašizma v Lokarjevih delih. Dobrodošel, Matic, hvala, da si prišel. Z veliko zadovoljstvo mi je, da lahko danes predstavim tudi nekatere, ki so oziroma ki ste že sodelovali oziroma sooblikovali Lokarjeve večere, srečanja z Danilom Lokarjem. Dr. Evgen Bavčar, dober večer. Marko Kravos, dober večer. Marija Mercina, pozdravljena. Z nami je Beti Bučinel, pozdravljena. Če sem še koga spregledal, naj mi ne zameri, prosim pa ga, da se potem na koncu zglasi pri meni, da mu izročimo seveda zaslužen izvod te nove Lokarjeve knjige. Zdajle pa takole, posebna zahvala gre Mihi Lokarju, tule sedi v prvi vrsti, pozdravljam ga kot predstavnika širše družine Lokar, ki je tudi namenila Lavričevi knjižnici skrb za ajdovski del literarne zapuščine sorodnika in pisatelja Danila Lokarja. Miha Lokar nam je za vsako knjigo znova tudi seveda dal soglasje glede avtorskih in moralnih pravic, za kar se mu in se jim lepo zahvaljujem. Hvala, Miha. Zdajle samo še tale stavek. Lepo se imejte, prijeten večer in razvezan jezik želim na koncu. Matic, mislim, da je prva beseda tvoja. Izvoli. Artur, najprej najlepša hvala seveda za besedo. Najprej bi ravno tako rad vse lepo pozdravil. Zelo me veseli, da ste se v tako velikem številu odzvali vabilu in prišli na predstavitev knjige oziroma Dnevnika ter na to moje predavanje o odmevih fašizma oziroma italijanske oblasti na Primorskem v delih Danila Lokarja. Najprej, še preden začnem samim predavanjem, bi mogoče rad izpostavil to, da je podobno kot marsikatera druga stvar v življenju, ki pride povsem oziroma precej nepričakovano, tudi ta odločitev, da danes spregovorim tukaj, prišla precej nepričakovano. Zase namreč ne morem reči, da sem kakršenkoli strokovnjak za dela Danila Lokarja, prav tako nisem niti literarni zgodovinar. Moje zanimanje za literaturo je že dolgo zgolj ljubiteljsko. Zato se mi zdi tudi še posebej prav, da se na začetku zahvalim gospe Ivani Slamič, ki me je prijazno povabila, da se posvetim tej tematiki, češ da bi bilo zame kot za zgodovinarja Primorske v času italijanske oblasti oziroma Primorske v času med obema svetovnima vojnama zanimivo, če bi predstavil te odmeve v Lokarjevih delih. Prav tako moram tudi na začetku povedati, da je že gospa Slamič naredila
te glavne oziroma pionirske korake pri identifikaciji teh odmevov v Lokarjevih zgodbah oziroma novelah, tako da se moje današnje predavanje v precejšnji meri naslanja na njeno obsežno spremno besedo, ki jo je pripravila za izdajo 3 izbranih Lokarjevih novel v knjižici 3 novele, ki jo je leta 2012 izdala Lavričeva knjižnica. Sam sem poskušal to njeno delo še nekoliko nadgraditi, dati nekaj svojih poudarkov kot zgodovinar, tako da upam, da bo zanimivo. Torej, kot je bilo že izpostavljeno v vabilu na današnje predavanje, del Danila Lokarja običajno ne povezujemo z zgodovinskim realizmom. V ospredju njegovega zanimanja oziroma njegovega umetniškega ustvarjanja je bil namreč vedno posameznik s svojimi občutki, strahovi, ne pa toliko širša zgodovinska stvarnost. Večina strokovnjakov pisatelja zato označuje bodisi kot predstavnika nekoliko zapoznelega ekspresionizma, bodisi med avtorje psihološkega realizma. V primorskem slovenskem biografskem leksikonu je tako na primer avtorica prispevka Kazimira Blažič zapisala, citiram: Po času ustvarjanja bi se Lokar lahko meril s socialnimi realisti, vendar nam njegov posebni psihološki čustveni odnos do sveta in njegov lirični odnos branita, da bi ga prešteli mednje. Po drugi strani pa več raziskovalcev njegovega dela izpostavlja pomen lokalnega okolja, ki je pisatelju zelo pogosto služilo kot vir snovi za pripovedovanje. V že citiranem biografskem leksikonu tako le eno vrstico prej piše tudi naslednje, citiram: Njegova ustvarjalnost je tesno povezana z njegovo ožjo domovino, priča o krivicah in nasilju nad primorskim ljudstvom ter kaže na to in ono rano. Konec citata. Iz že omenjene spremne besede profesorice Slamič pa izvemo, da je tudi pisatelj sam pri poskusu opredelitve motivnih oziroma tematskih sklopov v svojih delih kot eno od osrednjih tematik teh del izpostavil med drugim tudi zgodovino. Vprašanje zgodovine oziroma odmevov zgodovinskega dogajanja v Lokarjevih delih je zato kompleksno, a ne nerešljivo vprašanje. Dejstvo je, da je Lokar kot pisatelj v svojih delih umetniško obravnaval predvsem človeka kot posameznika, a človeka seveda kot delujočega v konkretnih zgodovinskih okoliščinah. Lokalno okolje svojo zgodovino zato igra pomembno vlogo v njegovih delih, v nekaterih lahko brez posebnih težav prepoznamo tudi konkretno geografsko območje, v nekaterih nastopajo celo zgodovinske osebe. Obenem pa Lokar pri tem ni želel podajati rekonstrukcije zgodovinskega dogajanja. Tudi v nekaterih osebnih zapisih je tako na primer poudarjal osebno in izpovedno dimenzijo svojega dela, ki ni in nikakor ne želi biti zgodovinski portret. Ciril Zlobec je zato v svoji recenziji zbirke novel Sodni dan na vasi upravičeno zapisal, da, citiram, družbeno-politična panorama pa je v Lokarjevih novelah, ponavljam, bolj kontekst kot sama snov posameznih zgodb, bolj notranje emotivni pisateljski stimulans, kot pa sami rezultati tega pisateljskega napora. Skratka, v novelah so upodobljeni delujoči ljudje in le skozi njihova dejanja in čustvovanja vidimo ali vsaj zaslutimo tudi vso široko in zanimivo družbeno-politično problematiko. Konec citata. Zdi se mi, da ta Zlobčeva opazka predstavlja zelo dobro izhodišče za današnjo tematiko mojega predavanja, to je odmeve italijanske oblasti in fašizma v Lokarjevih delih. Ne gre torej za to, da bi skušali Lokarja razumeti kot zgodovinarja, saj to seveda ni bil, niti ni želel biti. Obenem pa je dejstvo, da lahko v njegovih novelah oziroma zgodbah, če si tukaj dovolim samo kratek intermezzo, v to vprašanje se ne bom spuščal, kot sem rekel, niti nisem za to usposobljen. Torej v teh njegovih paroznih delih opazimo številne odmeve tega obdobja, ki se dotikajo najrazličnejših, tudi manj poznanih vidikov primorske zgodovine v času italijanske oblasti, torej časa od 1918 do 1943. Ti pogosto travmatični dogodki so se ga kot pisatelja seveda dotaknili in ga verjetno na nek način tudi silili k pisanju, to je k umetniški obravnavi in predelavi teh dogodkov. To je vsekakor zanj bilo zelo pomembno. V nadaljevanju bom predstavil nekatere konkretne primere njegove obravnave zgodovinskih tem, pri čemer pa moramo opozoriti, da pri tem seveda ne gre za celovito predstavitev, temveč lahko bi rekli bolj za začetek raziskav te problematike, ki jih bo gotovo potrebno še nadgraditi. Predstavitev bi rad začel z 2 Lokarjevima deloma, ki sta najbolj direktno zgodovinski, saj obravnavata 2 povsem
konkretna zgodovinska dogodka. Gre za noveli Sodni dan na vasi in Za frontami. Rekli bi lahko, da predstavljata tudi določeno posebnost v Lokarjevem opusu, saj bi za obe le težko veljala zgornja Zlobčeva ocena. V obeh je namreč v središču prav nek zgodovinski dogodek, ki po mojem mnenju tukaj ne predstavlja zgolj konteksta dogajanja, temveč je v ospredju, citiram, družbeno-politična problematika sama, če si spet izposodim ta Zlobčev izraz. Začeti je verjetno smiselno z najbolj znanim Lokarjevim delom, to je novelo Sodni dan na vasi. Novela je poleg tega dala ime tudi celotni zbirki, ki je kot celota najbolj zaznamovana za zgodovino Primorske pod Italijo. Med vsemi zgodbami pa, kot rečeno, prednjači prav ta Sodni dan na vasi, v kateri pisatelj opisuje znan dogodek, italijanski požig vasi Ustje pri Ajdovščini 8. avgusta leta 1942, med katerim je življenje izgubilo tudi 8 civilistov, 5 domačinov iz Ustja in 3 iz bližnjega Slapa. Novela precej natančno prikazuje ozadje dogodkov, ki so pripeljali do tragične usode vasi, in sicer spor med italijanskimi vojaki Alpini, tedaj nastanjenimi v Ajdovščini. Šlo je za bataljon Val Cismon, del italijanske alpinske divizije Julija, ki so večkrat hodili po okoliških vaseh, popivali, kradli in ustrahovali lokalno prebivalstvo, ter karabinerskim poveljnikom, po italijansko marešalom, njegovo ime je bilo Ciro Marone, mislim da. Karabinerski poveljnik se je namreč v teh sporih z domačini postavil na stran domačinov oziroma civilistov. Iz maščevanja je nekaj alpinskih častnikov marešala zato zvabilo na Ustje, ker so ga ustrelili, za umor pa obtožili vaščane. Naslednjega dne so vojaki vas obkolili in požgali. Kot rečeno, Lokar v noveli precej natančno opisuje te dogodke, tako da novela predstavlja sorazmerno zgodovinsko natančen opis dogajanja. Seveda pa je pisatelj v svoji pripovedi to dogajanje obenem tudi umetniško preoblikoval, tako da v nekaterih ozirih pripoved tudi odstopa od dejstev, kolikor jih je pač mogoče rekonstruirati. Na tem mestu treba seveda najprej izpostaviti imena literarnih likov, ki so drugačna od zgodovinskih oseb, z izjemo Benita Mussolinija, katerega prihod v Gorico predstavlja pravzaprav v sami zgodbi, govorim, povod za katastrofo. Lokar je Mussolinijev obisk v Gorici 31. julija 1942 neposredno povezal s požigom Ustja, saj v svojem govoru v Gorici Duče napovedal, da je treba zlomiti odpor Slovencev na podoben način, kot je Julij Cezar zlomil uporne Galce. Gre za Mussolinijev govor, ki se danes precej pogosto omenja v širši javnosti oziroma v javnem diskurzu. Tudi citira nekatere domnevne njegove citate iz tega govora, čeprav je njegovo vsebino danes nemogoče z gotovostjo rekonstruirati, saj ni bil, za razliko od večine ostalih Mussolinijevih govorov, nikjer objavljen. Se pravi, ni ga prineslo niti lokalno časopisje, niti ni objavljen v Mussolinijevih zbranih delih, ker so drugače v bistvu zbrana vsi njegovi javni nastopi, pa tudi časopisni članki in podobno. Spominni prič se ne povsem ujemajo, vsekakor pa je glede na številne odmeve zelo verjetno, da je Mussolini res zagrozil s primerom Cezarjeve pacifikacije galskih plemen, ker to najdemo v spominih različnih sodobnikov, ki nekako v svojih delih opisujejo ta govor. Povezava med Mussolinijevim obiskom v Gorici in požigom vasi Ustje je mogoča, a zgodovinsko ni dokazljiva. Prvi požigi naselij na Primorskem so se namreč zgodili že julija 1942, to je pred Mussolinijevim obiskom. Koliko pa samo opisovanje dogodkov na Ustjah povsem ustreza ali ne ustreza zgodovinski stvarnosti, je danes težko ravno tako z gotovostjo reči. Kolikor sem uspel preveriti, Lokarjev opis skorajda popolnoma sledi povojnim zapisom o tem dogodku, ki temeljijo na spominskih virih. Pri tem je težava, da avtorji teh običajno niso kritično primerjali. Nekateri zapisi so bili objavljeni tudi po izidu sodnega dne, tako da so verjetno deloma nastali tudi pod vplivom literarnega dela samega. Italijanski vojaški dokumenti, ki zadevajo to problematiko, našel in objavil oziroma predstavil jih je zgodovinar dr. Tone Ferenc,
Zanesljive slike o ozadju dogajanja prav tako ne dajejo, saj večinoma ponujajo uradno verzijo dogodkov iz italijanske strani, torej da naj bi šlo dejansko za streljanje domačinov na tega marešala. Le en dokument, nastal kasneje, jeseni leta 1942, priznava govorice o tem, da so marešala ubili vojaki sami. Našel pa sem tudi nekatere opise dogodkov, ki se s prevladujočo verzijo ne povsem ujemajo, naprimer glede tega, kdo je marešala zvabil na ustje, ali je šlo za naprej pripravljeno zaroto, ali spontan spor med vojaki, ki je potem izbruhnil v ta umor, ali in tako dalje. Kritične analize dogodkov, ki bi primerjala posamezne spominske vire, sliko, ki nam jo o tem podajo dokumenti, kolikor jaz vem, še nimamo. Spričo narave zgodovinskih virov se mi tudi ne zdi zelo verjetno, da bi lahko povedala veliko novega v primerjavi z novelo. Tako da sklenjeno lahko rečem, da se sodni dan na vasi tako tudi iz zgodovinskega vidika približuje avtentičnemu opisu dogodka, seveda pa zaradi svoje umetniške dimenzije več kot zgolj to. Če se premaknemo dalje, si moramo nekoliko natančneje pogledati tudi novelo Za frontami, ki je v številnih ozirih zelo sorodna noveli Sodni dan na vasi, čeprav mislim, da precej manj znana. Tudi ta novela namreč prav tako tematizira resničen, tragičen dogodek iz lokalnega okolja med drugo svetovno vojno, in sicer se gre za uboj oziroma umor družine Bizjak na Predmeji, ki so ga italijanski vojaki izvedli v noči s 24. na 25. februar leta 1943. Ker ta zgodba ni tako znana, je mogoče smiselno, da na kratko povzamem dogajanje. Torej, vemo, da se je v družini Bizjakovih družinski gospodar oziroma mož v začetku leta 1943 pridružil partizanom. Za njegov odhod je izvedla italijanska vojaška oblast in zato je četa italijanske vojske v večernih urah prišla pred hišo, ki so jo vojaki najprej začeli obstreljevati oziroma streljati vanjo, nato pa udrli. Bizjakove so ustrahovali, nato pa jih po vrsti pobili, tudi mladoletnega otroka in nosečo ženo. Kako točno je do tega prišlo, je težko da danes reči. Verjetno lahko sklepamo, da pač Bizjakovi niso želeli sodelovati ali pa je pač bila vojska preprosto tako podivjana, mogoče tudi pod vplivom alkohola, na to recimo namiguje Lokar v noveli, da so se pač spustili v ta zločin. Vojaki so na to hišo zažgali in z njo vred tudi pobite člane družine. Ko je oče zvedel, se pravi tak je odšel v partizane, za to tragično novico se je vrnil domov k domači hiši in si na to sam vzel življenje. Tudi v tej noveli lahko rečem, da je Lokar ostal zelo blizu zgodovinskim dejstvom, kot jih je mogoče rekonstruirati, a nekatere podrobnosti so tudi tukaj nekoliko umetniško preoblikovane. Kot na primeru Ustja, tudi tukaj je avtor spremenil na primer imena oseb in nekatere podrobnosti. V noveli je tako na primer žrtev nekajletna hčerka, dejansko pa sta zakonca Bizjak imela sina Branka. Poudarjena je vloga italijanskega vojaka Karla, ki obiskuje družino in se igra s hčerko, ki ga spominja na njegovega lastnega otroka. Ta lik človeškega italijanskega vojaka je povzet po resnični osebi, vojaku Angelu Sebardu, ki je domačinom tudi povedal o resnični naravi zločina. Glede na nekatere spominske zapise, naj bi ta vojak tudi zares gojil prisrčne odnose z družino. Lik vojaške kuharice, ki iz ljubosumja italijanskemu poveljniku izda, da je gospodar odšel v partizane, je, kolikor vem, po vsej verjetnosti izmišljen, saj o njej oziroma njeni vlogi nisem zasledil podatkov, dopuščam pa seveda možnost, da tega pač še nisem našel. Pomembno je izpostaviti vlogo vojaka Karla. Slednji namreč predstavlja primer moralno pokončnega Italijana, ki se, kot rečeno, tudi po umoru pokončno postavi za resnico in pomaga pri pokopu posmrtnih ostankov. Lokar se v svoji tematizaciji preteklosti torej ne poslužuje nacionalnih stereotipov ali celo demonizacije Italijanov kot takih, torej kot pripadnikov določene nacionalne skupnosti. Čeprav če sta v obeh novelah dva italijanska častnika, nosilca najpodlejših človeških nagibov, v Sodnem dnevu na vasi je to podporočnik Faki, v tej noveli Za frontami pa neimenovani poročnik
saj sta se pač v želji po maščevanju oziroma premestitvi na vzhodno fronto pripravljena poslužiti tudi najpodlejših zločinov, so med Italijani tudi pokončni posamezni, kot sta recimo v tej noveli vojak Carlo ali marešal v noveli Sodni dan na vasi. Te dve noveli gotovo predstavljata najpomembnejša primera tematizacije konkretnih zgodovinskih dogodkov in oseb v Lokarjevem delu. Kolikor sem uspel raziskati, ne obstaja nobeno drugo delo, ki bi na podoben neposreden način temeljilo na nekem konkretnem zgodovinskem dogodku. Vojno oziroma vojaški partizanski upor sicer neposredno tematizira tudi novela Dva brata, v kateri pa dogajanje povsem odmaknjeno od kakršnihkoli konkretnih dogodkov, vsaj takih, ki bi jih bilo mogoče z večjo ali manjšo gotovostjo rekonstruirati. Zgodba obravnava predvsem voljo do upora. Med vojno se torej partizanom pridružita brata Tilen in William. Tilen med čiščenjem orožja brata po nesreči rani, kar povzroči, da slednji končno pade v roke Italijanom, ki ga pripeljujejo v bolnišnico, da bi ga pozdravili. Pri tem pa jih seveda vodi želja, da bi ga na to lahko zasliševali, kajti ujetnik zanje predstavlja dragocen plen. William se zaradi tega seveda zaveda in se zato odloči zavračati hrano, vse dokler od izčrpanosti ne umre. Novela torej iz psihološkega vidika tematizira neuklonljivo željo po uporu, ki ni predstavljen kot temelječ na kakršnikoli idejni ali politični podlagi, temveč bolj na prvinski želji in potrebi po zavračanju tuje oblasti oziroma zatiranja. Potreba po uporu je predstavljena kot skorajda naravni fenomen, ki raste iz same zemlje na Primorskem. William tako pred odhodom v partizane pravi sestri Jerici, citiram: "Ne joči, Jerica, jaz sem sedaj tako srečen, da sem se odločil. Če se mi kaj zgodi, svojo pot sem šel. Ne bom služil nanim tuji gospodi. Gore in vode so naše, ni drugače z mano." Konec citata. V ospredju torej vsekakor William in njegov notranji svet, ne pa širša dimenzija partizanske borbe. Podobno osebno zaznamovana je tudi novela Zlata verižica, pri kateri bi lahko recimo na prvi pogled pričakovali, da bo zgodovinsko ozadje v ospredju. Novela namreč obravnava življenjsko zgodbo Karle, Slovenke iz Gorice, vse od njenega otroštva oziroma poznega otroštva do poznih srednjih let po koncu druge svetovne vojne. Karlina zgodba se tako dotika nekaterih osrednjih dogodkov oziroma prelomnic primorske zgodovine v prvi polovici 20. stoletja, med katerimi lahko najprej izpostavim na primer močno prisotnost slovenskega srednjega sloja v Gorici v času Habsburške monarhije. Nato begunstvo med prvo svetovno vojno, potem izseljevanje slovenskih izobražencev v času med obema svetovnima vojnama, začetek partizanskega upora, Goriško fronto, veliko število padlih in tako dalje in tako dalje. Vse te osrednje zgodovinske točke lahko v noveli sicer prepoznamo, vendar se zdi njihova obravnava izrazito v ozadju. V ospredju je vsekakor sama Karla oziroma kako bi rekel, predstavitev njenega duševnega razvoja od otroka do ženske v zrelih letih, ko jo usodno zaznamuje izguba hčerke. Veliki zgodovinski dogodki sicer pretresajo njeno usodo in tudi njo osebno kot osebo zaznamujejo, a predstavljajo zgolj okvir dogajanja, ne da bi pri tem stopili v ospredje. Veliko bolj kot zgodovino avtor pravzaprav tematizira njen odnos do narave in lokalnega okolja. Karlino begunstvo v Prekmurju je tako zanjo še posebej težko, ker se le težko sprijazni z odhodom iz domače dežele in povsem drugačno prekmursko pokrajino. Podobno lahko rečemo tudi za druge novele, v katerih najdemo odmeve fašizma oziroma italijanske oblasti. Zanimiv primer je na primer novela Tatovi, ki je bila prav tako objavljena v isti zbirki, torej Sodni dan na vasi. V Tatovih lahko najdemo zelo različne odmeve usode Primorcev v tem času. Sam naslov se nanaša na krajo živali v neimenovani primorski vasi, ki se glede na opis verjetno nahaja nekje v Vipavski dolini, z namenom prodaje mesa v bližnji Trst. Skozi zgodbo odmeva težaven gospodarski položaj, ki ljudi sili v različne nelegalne načine poskusa preživetja. Eden od teh načinov so bile na primer sklenitve različnih oblik premoženjskih in življenjskih zavarovanj ter na to načrtno samopoškodovanje oziroma podtikanje požarov. Goljufije so zavarovalnice seveda skušale ugotoviti s pomočjo prikritih agentov in oziroma ovaduhov. Primer takega agenta je Kosmina, eden od pomembnih literarnih likov v noveli.
Primer težkega socialnega položaja oziroma obravnavo tega socialnega položaja v tem času je tudi novela Igra dneva. V zaključku zgodbe junakinja po imenu, spoznamo jo samo po imenu Famečka, izve, da si je na najstarejši sin pri tesanju hlodov odsekal prst. Famečka se na koncu novele na pol v snu sprašuje, ali je sinova poškodba sreča ali nesreča za družino. Novela torej pretresljivo tematizira težaven gospodarski položaj v tem času, zaradi katerega celo pohabljanje za marsikoga lahko predstavlja dejansko izboljšanje položaja. Lokarjevo delo seveda ne predstavlja zgodovinske analize tedanje, kako bi rekel, gospodarske situacije na Primorskem, a izpostavljanje težkega socialnega stanja v osnovi povsem ustreza dejanskim razmeram. To ozemlje je v tem času namreč v precejšnji meri oziroma v veliki meri zaznamovala gospodarska kriza, ki je prevzela predvsem kmetijstvo. Številni kmetje so namreč izgubili svoje tradicionalne trge za zgodnje sadje in zelenjavo v Srednji Evropi, v Italiji pa glede tega niso imeli več prednosti v primerjavi z ostalimi kmetovalci. Prav tako so odpadle številne druge možnosti zaslužka. Tudi sam Trst kot osrednje gospodarsko središče je v primerjavi s habsburškim obdobjem začel nazadovati, saj ni več predstavljal osrednjega pristanišča za celoten srednjeevropski prostor. Poleg tega so seveda tudi italijanske oblasti z načrtnimi ukrepi slabile položaj slovenskih kmetov, predvsem za likvidacijo gospodarskih zavodov, to je zadruh in posojilnic. Ta socialni položaj je vodil v množično izseljevanje, ki je bilo seveda v interesu fašističnih oblasti. Glede na opravljene ocene je v tem obdobju Julijsko krajino, se pravi vse to novo priključeno italijansko ozemlje za Rapalsko mejo, zapustilo približno 100.000 Slovencev in Hrvatov, od katerih je približno 70.000 emigriralo v sosednjo Jugoslavijo, ostali pa v različne države, veliko v Južno Ameriko, predvsem Argentino, pa tudi nekatere evropske države. Med emigranti je bilo veliko izobražencev, ki so jim oblasti tukaj sistematično preprečevale zaposlitev oziroma jih skušale premestiti v notranjost Italije, pa tudi seveda veliko kmetov, ki so zaradi težkega gospodarskega položaja izgubili svoje premoženje, se, kako bi rekel, zadolžili in na tom je bilo to premoženje seveda zarubljeno. Na njihove kmetije so na to oblasti skušale naseljevati italijanske koloniste. Problem izseljevanja se večkrat pojavlja v Lokarjevih novelah. Omenil sem že novelo Zlata verižica, v kateri mora, kot se spomnimo, Karlina družina zapustiti Primorsko, ker je njen mož učitelj in v novih razmerah nezaželena oseba. Motiv izseljenstva se mimogrede sicer pojavi tudi v zgodbi Zimska noč, v kateri se sestra junaka Fortunata izseli v Egipt, postane torej tako imenovana Aleksandrinka. Podrobneje pa je ta zelo težak položaj izseljencev prikazan v zgodbi Pod sodom, ker se neimenovani slovenski imigranti iz Amerike, spravi iz Združenih držav, domov vrne duševno povsem zlomljen, tako da se začne zatekati k alkoholu. Izseljevanje je prikazano kot posledica težkih socialnih razmer, pa tudi načrta italijanskih oblasti, s katerimi so želeli zlomiti slovensko skupnost, kot pravi nesrečni pijanec, citiram. Spravili so nas čez morje z obljubami, da gremo v Indijo Koromandijo. Propaganda. Veste, kaj je to? Sprazniti so hoteli deželo mladih, krepkih moških. Konec citata. Vrnimo se nazaj k noveli Tatovi, ker se Lokar dotika tudi druge pomembne značilnosti tega obdobja, to je preganjanje slovenščine in slovenske kulture iz javnega prostora. Omenjeni vidiki italijanske oblasti na Primorskem so verjetno med danes najbolj prisotnimi v današnji kolektivni zavesti, k čemur smo gotovo pripomogli tudi zgodovinarji oziroma zgodovinopisci, saj smo se verjetno vsebinsko najbolj posvečali prav tem raziskavanj, pa tudi šolski sistem in tako naprej. V noveli se to kaže na način, da mora gostilničarka iz stene odstraniti podobo pesnika Simona Gregorčiča, kar jo globoko prizadene. Citiram. Ta mi je na poti gospodom karabinjerjem. Kaj je prav, recite, da zahtevajo naj podobo snamem in nesem med drugo šaro na kaščo. Da ne spada v današnji čas, da so sedaj druge podobe na vrsti, da je danes take podobe težko gledati na vidnem mestu, pravijo karabinjeri. Konec citata. Nasilni poskusi odstranitve slovenske kulture iz javnosti,
predstavljajo neizvano obliko nasilja, kar pripovedovalec poudarja s trditvami o dobrodušnem pesnikovem pogledu, citiram. Pod steklom je bila v tisku podobena glava duhovnika z naočniki in nenavadno mirnim, krotkim pogledom. Konec citata. O pritoževanju na zahtevami po umiku Gregorčičevega portreta nekdo mimogrede omeni tudi pritiske na slovenske duhovnike in slovensko izobraženstvo. Oboje seveda predstavlja eno od osrednjih značilnosti primorske zgodovine oziroma zgodovine slovenske skupnosti v tem času. Končno bi se rad dotaknil še enega vidika Lokarjeve tematizacije tega obdobja. To je od zelo zanimivega odnosa do pokrajine oziroma narave na Primorskem, ki je bil tudi meni osebno še posebej zanimiv. V svojem dosedanjem raziskovalnem delu oziroma svoji doktorski disertaciji sem se namreč ukvarjal z različnimi vidikami italijanizacije prostora, se pravi italijanizaciji v prostorskem smislu. Kot sem med raziskovanjem ugotovil, je lokalna pokrajina v tem času postajala oziroma predstavljala nekaj nacionalno zaznamovanega. Kar se pravi, različni akteri v obeh narodnostnih skupnosti so ji pripisovali nacionalno dimenzijo. Italijanske oblasti so zaradi tega tudi načrtno posegale v videz pokrajine, da bi ta postala bolj italijanska, seveda glede na njihov lasten koncept italijanskosti. Iz tega razloga je zelo zanimivo, da tudi Lokar v številnih svojih delih na nek način nacionalizira naravo oziroma lokalno pokrajino, ki se zdi, da je s tu živečimi ljudmi speta v nedeljivo celoto. Navedel sem že citat iz novele Dva brata, kjer William sestri pred odhodom k partizanom govori, kako so gore in vode naše. Ravno tako kot seveda on. A to še zdaleč ni edini primer nacionalnega razumevanja domačih naravnih značilnosti. V noveli Zlata verižica pripovedovalec na primer kapitulacijo Italije septembra leta 1943 pospremi z besedami, citiram, prostrane pokrajine za šume, konec citata. Poved je seveda lahko razumljena metaforično v smislu razširajočega se upora, lahko pa razumemo tudi kot metafora za veselje same pokrajine s pričo zloma tuje oblasti. Podobno tudi v zgodbi Sodni dan na vasi, zločin nad ustjami pospremljen s trpljenjem celotnega vesoljstva, saj mesec postane, citiram, velikanska bela hostija, konec citata. Lokar se je tu poslužil podobe iz katoliške liturgije, da bi po eni strani izrazil nedolžnost pobitih vaščanov, po drugi pa tesno povezanost med ljudmi in njihovim domačim okoljem, saj tudi mesec očitno sočustvuje z njimi. V noveli Most, ki je šla v zbirki Dva obraza dneva, je prav tako izpostavljeno nasprotje med tujci in domačim okoljem. Izvir Hublja namreč želijo gospodarsko izkoriščati tako Avstrijci kot Italijani, a njihovi načrti spodletijo zaradi upora same zemlje. Inženirji se na to vdajo in odidejo. Ponovno citiram. In laški inženirji so razumeli, da se temu umrdanju zemlje ni mogoče upirati, kaj šele spustiti se z njim v boj. To ni mogoče, so rekli, to ne. Mislili pa so si, zemlja tega tukaj noče. Konec citata. Najbolj obsežno, na nek način tudi najbolj zanimivo, pa je problem odnosa do narave, oziroma te nacionalne dimenzije narave, tematiziran v noveli Božji volek. Tudi ta novela je šla v zbirki Dva obraza dneva. Novelo lahko precej natančno krajevno umestimo in sicer se po vsej verjetnosti dogaja nekje v bližini Vipavskega križa. Nekje ob cesti raste hrastov gaj, oziroma gozdič, ki je blagoslov za prebivalce, saj ščiti njihove njive pred vetrom, zadržuje vlago, vaščanom pa nudi tudi vir lesa. A med vojno fašisti gaj posekajo. Citiram. Fašisti so s posekom hiteli in podrli od strahu še sosednji temen borov gaj na velikem cestnem ključu. Takrat je zginilo mnogo življenja. Padli so stoletni topoli na močilniku, padli od burje ustrojeni topoli v logu, padali hrasti in gabri ob cestah in ovinkih. Konec citata. Nasilje nad prebivalstvom Primorske ima takoj svoj pendan v nasilju nad naravo. Posledice tega so za primorskega človeka hude. Zaradi izgube gozda prebivalci nimajo več zaščite pred burjo, pesti jih suša, požagana goličava jih spominja na prestano nasilje in tako pušča dolg spomin za sabo. Citat. Junak Kodrin se zato odloči, da bo sam ponovno zasadil gozd, ker želi altruistično pomagati celotni skupnosti.
Njegova žena Klara te želje ne razume, saj gost ni njihov, ampak občinski. Opis žene njenega nerazumevanja Kodrinovega početja še dodatno podkrepi nacionalno dimenzijo. Pripovedovalec namreč pove, da je žena vseh hčerke poslala za nekaj let služiti v Trst, da bi videli, kako ljudje v velikih mestih živijo, citiram, zaradi zlikanosti, prebrisanosti in modrosti. Obenem je žena tudi povsem spremenila podobo domačije, ponovno citiram. Kuhinjo je preuredila pomestno. Velika miza je dobila ploščo iz rdečega marmorja, stene ob štedilniku so bile zapažene z belim porcelanom, električna žarnica nad mizo je imela rožast umeten senčnik, dvorišče so pokrili s cementom, hlev preuredili, kakor je brala, da imajo na Danskem. Konec citata. Očitno je, da novelo zaznamuje kontrast med preprostim, domačim, Kodrinom in njegovo ženo, zagledano v napredek v materialističnem smislu, kar jo vodi k nekritičnemu prevzemanju novosti, ki prihajajo iz tujine. V ozadju prisotna napetost med domačim in tujim, pri čemer se domače povezuje s skupnostjo, z altruizmom in to zadevnim delom, tuje pa z materializmom oziroma individualizmom. Zanimivo je, da lahko zelo podobna razmišljanja, predvsem pa zelo podobne sentimente, najdemo v nekaterih slovenskih zapisih v času med obema svetovnima vojnama, kjer je modernizacija, ki so jo predvsem v okviru povojne obnove uvajale italijanske oblasti, razumljena kot oblika odpada od korenin, tudi seveda od narodne skupnosti. Z drugimi besedami, modernizacija je bila predstavljena kot oblika italijanizacije. Kot je zapisal na primer članek v koledarju Goriške Mohorjeve družbe za leto 1927. Citiram. Dan danes pa nam vojna obnova zida po vaseh kmečke domove v tujem duhu in od tujih ljudi, ki ne razumejo naših domačih in kmečkih razmer, ampak iščejo le svojo korist. Kakor gine tista prisrčna domačnost v zunanjem licu kmečkega doma, tako gine tudi prisrčna preprostost in skromnost v hišah in družinah. Tuj duh v zunanjosti hiše, tuj duh v hiši, drugačne noše, drugačno življenje in mišljenje. Konec citata. Če sklenem, lahko rečem, da v Lokarjevih delih Brez doma najdemo kar nekaj odmevov italijanske oblasti na Primorskem, še posebej v novelah objavljenih v zbirki Sodni dan na vasi. Po vlogi zgodovinske snovi Brez dvoma izstopata noveli Sodni dan na vasi in Za frontami, ki tudi odstopata od večine ostalih del. Za njiju namreč po mojem mnenju ne bi mogli reči, da velja v začetku citirana Zlobčeva ugotovitev, saj sta zares osrediščeni prav na dogodek sam. Skladno s tem sta noveli tudi zgodovinsko precej natančni in podajata verodostojno sliko obeh dogodkov. Odmevi različnih značilnosti fašizma in življenja primorskega prebivalstva za Rapalsko mejo so sicer prisotni tudi v nekaterih ostalih novelah, a v teh predstavljajo bolj kontekst, v ospredju pa je posameznik oziroma njegova psihološka podoba. Obravnava nekaterih značilnosti vsakdanjega življenja v Lokarjevih delih je po mojem mnenju dragocena tudi za zgodovinarje, saj nam lahko predstavlja precej iztočni za raziskovalno delo. Kot sem že izpostavil, smo namreč doslej pri preučevanju te tematike pozornost posvečali predvsem politični zgodovini in zgodovini teh nacionalnih nasprotij oziroma fašističnega nasilja. O vsakdanjem življenju pod fašizmom pa imamo v bistvu malo študij. Na tem področju nas v prihodnjih letih zato po mojem mnenju čaka še precej dela. Kot druga pomembna značilnost Lokarjevega pisanja za zgodovinarje se kaže tudi njegova neideološka obravnava tega obdobja. Pomembno je, da Italijanov ne stereotipizira ali demonizira, česar se moramo seveda držati tudi pri zgodovinski obravnavi. Končno se mi zdi smiselno vsaj na kratko se dotakniti tudi razmerja oziroma odnosa med zgodovinopisjem in literaturo. To morda ni tako daleč vsak sebi, kot se zdi na prvi pogled. V preteklosti je bila meja med zgodovinarji in literati sploh zelo pretočna. V začetku 20. stoletja tako na primer Nobelovo nagrado za literaturo dobil nemški zgodovinar Theodor Mommsen za svojo rimsko zgodovino. Tako za zgodovinarje kot pisatelje pač velja, da pišemo zgodbe ter da podajamo svojo interpretacijo stvarnosti. Zgodovinska knjiga pač nikoli ni niti ne more biti popolno odsev stvarnosti, kot je obstajala, temveč pogled na stvarnost podan skozi našo lastno interpretacijo, pogosto preko izrazite narativne strukture. Čas je, po mojem mnenju, da se zato dokončno poslovimo od pozitivističnega pričakovanja, da bi zgodovina lahko bila čista znanost,
kar se največkrat kaže v tem, da se od zgodovinarjev nekako pričakuje, da bodo končno enkrat napisali neko popolno zgodovino, s katerim se bomo lahko vsi popolnoma strinjali. Da ne bo pomote, razlike seveda so in to velike. Zgodovinarji smo zavezani iskanju zgodovinske resnice v celoti, ter posledično prespraševanju različnih zgodovinskih virov, kritični distanci in tako dalje, kar za umetnike seveda ne velja. Razlike med zgodovinopisno in umetniško obravnavo iste tematike se kažejo tudi, če primerjamo zgodovinske razprave z Lokarjevimi deli, tudi s tistimi, kjer se pisateljev pristop najbolj približuje zgodovinski obravnavi. To je logično, saj zgodovinski in umetniški pristop potekata na različnih spoznavnih ravneh, pri čemer ni rečeno, da se zgodovinski pristop, temelječ predvsem na kogniciji, lahko vedno in povsod boljše približa bistvu nekega zgodovinskega dogodka. Zagotovo drugače, ne pa nujno boljše oziroma globlje. Zavedajoč se te ontološke razlike menim, da lahko oba plodno sobivata ter se končno tudi medsebojno obogatita, kot sem skušal pokazati tudi danes. Koliko sem bil pri tem uspešen, pa morate seveda presoditi vi. Hvala lepa za pozornost. Zdaj bom pa kar jaz prevzela besedo in nadaljevala s tem, kar je dr. Matic Batič na koncu rekel, da literaturo in pri obravnavi literarnih del in zgodovinskih del vendarle gre vedno za razlagalčevo, raziskovalčevo interpretacijo nekega dogajanja. In tudi pisec sam, v tem primeru Lokar, je v svojih dnevnikih, v svojem dnevniku, ki je nastajal med drugo svetovno vojno, konkretno v partizanih, ker jih je do leta 1943 so nastajali tudi drugi dnevniki, je podal svojo lastno interpretacijo vojnega dogajanja, v katero je bil neposredno vključen tudi kot referent za zdravstvo pri Narodno-osvobodilnem svetu za Primorsko. Naslov dela, ki ga je izdala Lavričeva knjižnica, je Lokarjev je dnevnik 1943-45. Ko sem pregledovala Lokarjevo dediščino, ne preveč hitro, to že moram priznati, zaradi najrazličnejših vzrokov, pa tudi zato, ker sem navajena, da če me ljudje poprosijo, da jim kaj uredim, potem seveda urejam, tudi če to urejanje traja kar nekaj mesecev. Takrat potem moje delo stoji. In ves čas se mi je zdelo, da mora obstajati tudi Lokarjev partizanski dnevnik, kljub misli, da ga morda ni pisal, saj v svojih zadnjih dnevnikih piše, da se je pri partizanih bal. Že takrat sem se spraševala, česa se je bal. Ali je to bil strah zaradi različnega, drugačnega razmišljanja, ali je morda bil strah, da bi z zapisovanjem svojega dnevnika, on je vendarle bil ves čas na terenu, ne v bazi 20, recimo, kjer je tudi Kocbek ustvarjal svoje dnevnike, ampak ali bi morda lahko tudi komu svojimi zapisi škodoval. To so bila moja razmišljanja. In nazadnje sem dnevnik lansko leto pri urejanju zadnjih škatelj našla med neuporabnimi papirji zvitega in zavitega, o tem pišem tudi v spremni besedi k dnevniku, in dnevnik, njegov dnevnik je nastajal vsej v 3 variantah. Ta nastajanje dnevnika sem zelo natančno popisala, zato bom samo grobo povzela. Najprej je napisan na lističih in listih, prepognjenih listih A3 formata.
ter na lističih, ki so tudi recimo neki obrazci, bodisi v nemščini ali v katerem drugem jeziku. Ti lističi so izjemno težko berljivi, ker so njegove besede zapisane prek natisnjenih tujih besed in ker so napisane tudi s svinčnikom, se je v 80-ih letih od njihovega nastanka, ker dnevnik je vendarle začel nastajati leta 1943, to je pred 80 leti, pred mojim rojstvom, se je ta pisava že začela izgubljati. Po prihodu iz partizanov leta 1945 je takoj začel prepisovati in urejati te papirje, ki so nastajali med vojno. V rokovnik farmacevtske firme iz Gorice je najprej začel pisati medejski dnevnik. Lokar je bil od julija do razpada Italije konfiniran v Medeji. Zaradi izdajstva so ga italijanske oblasti premestile kot zdravnika v Medejo. Nadaljevanje medejskega dnevnika je pot skozi fronto, ker ko se z ženo vračata, z ženo in vsakim dano vračajo iz Medeje, gredo skozi goriško fronto. In ti opisi so, umikanje treh ljudi so neverjetni. So ali pred Nemci, ali so tik za njimi prišli tja, ali že slutijo, da se bližajo Prvačini, kjer je bilo partizansko središče tiste dni. In 19. septembra se 18. septembra zvečer so že v Ajdovščini in 19. septembra se za Lokarja že začenjajo sestanki, ki jih seveda v svojem udobnem meščanskem življenju, življenju ajdovskega zdravnika, pravzaprav ni bil navajen. Zadnja različica dnevnika pa je nastajala, pa je prepis na listih A4 formata in je verjetno nastajal ta prepis vse do leta 1955 in Lokar je prav gotovo imel namen svoj partizanski dnevnik izdati, toda glede na vsebino, ki se v njegovih zapisih pojavlja, takrat prav gotovo ne bi mogel dobiti založnika. To je bilo absolutno nemogoče. Zadnja različica dnevnika je že literarizirana. Resnična imena je spreminjal in tako zabrisal prepoznavnost ljudi, ki jih je na svoji partizanski poti srečal. Bevk je recimo Brenk, Ferlan je Vilfan, Bebler je Arh, celo Vodušku, pesniku in znanstveniku Vodušku, ki ga spozna v Beli krajini, spremeni ime v Vinovšek. Toda zanimivo je, da nekaterim ljudem pa imen ne spreminja. Ne Jakcu, ne Pirnatu, ne Mileni Dolgan, ne Alenki Gerlovič, ne igralcu Potokarju, tudi Vidmarju ne in Kozbeku tudi ne, tudi Kidriču ne, tem najvišjim oblastnikom, ki so vodili partizansko gibanje, pač pa tem lokalnim predstavnikom
pokrajinskih odborov. Že med prepisovanjem sem zaradi tega pomislila, da je to Lokarjevo delo pravzaprav manj dnevnik in bolj, jaz pravim, hibridni. Marko, ti uporabljaš drugo besedo za moje poimenovanje hibridnega romana, ali celostni roman. Literarno delo z izhodiščem v konkretnem času in prostoru druge svetovne vojne, predvsem pa delo o izjemnem pričevanju doktorja Vida Dobrina. Vid Dobrin je bilo Lokarjevo partizansko ime, primorskega izobraženca o odhodu njega in njegove žene v partizane, razmišljanje o dogodkih in ljudeh, ki jih je srečal na svoji skoraj 2-letni poti, o oblikovanju ljudske oblasti, ki ni vedno ljudska, o umetnosti in nuji, da ta nastaja, da jo on, Vid Dobrin, ustvarja in da umetnost je. V partizanih je napisal Lokar tudi precej besedil, in sicer Lijana, Sodni dan na vasi, o kateri je govoril moj današnji predgovornik, Pestrna, kasneje je to novela Za frontami, potem Brata, pretresljiva zgodba o zlorabi otroka v vojnih razmerah Dete s planine, Peta protiletalska, hranilna knjižica, Kočijažev, Pod sodom, Na počitnice, Julče in Sinče in roman Zehajoči angel, ki smo ga spoznali v interpretaciji Petra Avbarja. Predvsem je v partizanih, ne glede na to, da je bil zdravstveni referent, bil pisatelj. Lokar z funkcijo zdravstvenega referenta ni natančno vedel, kaj početi. Jaz pravim, da je v Ajdovščini bil zdravnik, to smo spoznali iz predavanja doktorja Korena. K njemu so pacienti prihajali, on jih je obiskoval, ni potreboval nobene organizacije in nobene reklame. Ljudje, ki so bili bolni, so k njemu prišli. In tako ta način razvoja medicinske stroke je ohranil tudi v partizanih. Bil pa je, predvsem pa je bil pisatelj. To, česar doma ni mogel napraviti, kar je v njem mnoga leta tlelo, je sedaj pri partizanih vendarle prišlo na dan. Zato 27.4.45 napiše: Nepopisna žalost in obup me obhajata, da bom moral spet v Ajdovščino. Ona je sedaj s šivanjem, ona je njegova žena. Ona je sedaj s šivanjem, vezenjem, kuhanjem tako srečna, da me ne opazi in nimam v njej nobene zaslombe. Ostal bi rad v Črnomlju, Beli krajini, Ljubljani, kjerkoli, samo ne proč od gledališča, umetnosti, iluzije. Zmaga, konec, nov svet, nov vek, na vse to gledam, kakor skozi pajčolan, skozi svojo žalost, brezizglednost in meglo. Pisatelj sem, vse drugo je meni rabelj. Umetniško ustvarjanje je zanj svoboda, zanikanje iluzija je pri Lokarju drugo ime za umetnost, pomeni. Jaz pa sem, nekaj druge zapiše, ptico svobodo videl, hotel je predavati mladim fantom iz zaščitne čete o Prešernu, pa so rekli ne, imajo že svoja politična predavanja. In takrat Lokar zapiše: Jaz pa sem ptico svobodo videl, kako je obstreljena, pa
padala na obzorju. In iz tega spoznanja se pri Lokarju na koncu njegovega dnevnika rodi strupeni mir. Lokar je kritičen premišljevalec o času, ki bo, o mestu glavnega lika, tudi če je to on sam v tem svetu, o vključenosti v dogajanje in izključenosti iz njega, o samoti in preizkušnjah, ki sta jih ženo doživela od Vojskega do Bele krajine. Uvodne misli k temu delu je napisal zgodovinar dr. Branko Marušič, za kar sem mu neizmerno hvaležna. Predvsem pa se moram na tem mestu zahvaliti tudi Borutu Koloiniju, brez njegove izjemne pomoči pri iskanju fotografij bi knjiga bila prazna. Jaz sama ne bi zmogla poiskati in ne bi vedela, kam naj grem. Dr. Borut Koloini pa je to vešče, suvereno in v hipu opravil, tako da žal je v knjigi zaradi omejitev, papir, tisk in tako dalje, manj fotografij, kot bi si človek pravzaprav želel. Svoje razmišljanje na koncu knjige sem hotela nasloviti Lokarjeva pot v partizane, ker ves čas sem razmišljala o hoji, o poti, o premikanju, o poti iz Ajdovščine na predmejo, z predmeje proti vojskemu, z vojskega potem leta 1944 proti Beli krajini. Ves čas je premikanje in hoja in ob tem sem pomislila na slavni roman Jacka Kerouaka Na cesti, ki opisuje druge čase in druge prostore, a piše o poti. Ta pot pa je iskanje sebe in lastne identitete. In pomislila sem tudi na nedolgo tega izšli roman, celostni roman Adriane Kuči, ime mi je Sarajevo, ki se dogaja v neki drugi vojni. Toda Lokar, žal, verjame v ciklično ponavljanje zgodovine. In o tem je na prejšnjem srečanju z Lokarjem govorila tudi Laura Brataševec. Tisti, ki ste jo poslušali, se spomnite, kako je to cikličnost poudarila. In pomislila sem zaradi samote in molka tudi na Kosovelovo kratko prozo, objavljeno v zbirki Burja, ker v zgodbi z naslovom Poet v mrazu zapiše: to sem dobil od Krasa, molčanje. Jaz živim lahko sam, saj živijo skale in bori in brinje in tiste rdeče poti, ki se ne premaknejo nikoli. Saj živijo lahko. Lahko živijo, ker vedo. Tam daleč v tujini je nekdo, ki nas ima rad. Nekdo, ki mu je Kras dražji od vsega. Kadar se zbudi, stopi vanj, kadar zaspi, sanja o njem. In isto se dogaja tudi ob branju Lokarjevega dnevnika. Zaspi z mislijo in ljubeznijo na pokrajino, na svet, v katerem je, s katerim je en sam del, ena celovitost. Človek in svet in narava sta nedeljiva, nemogoče ju je razdeliti. In ko se zbudi, je ta svet znova v njem. Dnevnik je moj nadnaslov. Lokar ima dva naslova, Medejski dnevnik in Partizanski. In Medejski dnevnik nas povezuje z Lokarjevim romanom Leto 18. Roman Leto 18, ki je izšel leta 1960, se je končal v Furlaniji.
In sicer v Vilanovi, kjer je Lokar bil vojaški zdravnik. In ta Medejski dnevnik se začenja prav blizu Vilanove, v Medeji. 24. julija 1943 piše: Včeraj sem šel pred mrakom na Medejski hrib, par 100 metrov z Petine. Tu gor, pravijo, je sedel med prvo vojno Vittorio Emanuele III. Ure in zrl na fronto ob Soči proti svetemu Mihelu in svetemu Martinu. Gledam proti Nanosu in Kovku. Razbiram dobro 2 beli črti v pogorju nad Hubljem, kjer je speljan vojaški vodovod na Sinji vrh. Prst okoli mene je rdeča, kraška, prhka. Okrenem se na sever, v gaj visokega topolja ob Idrici, Vilanova, tudi gradič razločim. Tja me je zaneslo pred 25 leti, bilo je zadnjega pol leta Prve svetovne vojne. Tudi takrat mi je raztrgalo žive korenike. Težko sem se ločil od Dunaja in kakor zdaj nepričakovano, čudno, okrog Medejskega hriba me suče usoda, a zaokrenilo se je prav prijazno takrat v Vilanovi. Kje sta zdaj Sindaco Molinari in Črnooka Marjute? 25. julija je potem do 8. septembra zadnji vpis, torej samo 2 vpisa sta v tem Medejskem dnevniku. 25. julija je padec fašizma. In tudi pes je zadovoljen, da je padel fašizem, pravi gospodinja, pri kateri Lokar stanuje. In tudi mene prime. Moram ven, grem na Medejski hrib. Julijsko jutro je koj od kraja razbeljeno. Sedaj pa ne bom več ležal, to čutim. Par dni zatem pridejo kolesarji iz Tržiča. Po vsej Furlaniji krožijo in razbijajo liktorske znake in fašistične embleme. Dvignejo druge zastave. Zvečer sedim z Enrikom z občine pred hišo. Fašist je zaskrbljen. Ne vem, kako se bo to končalo. Rusi napredujejo, naši ne povedo, a jaz gledam na karto vsak dan. Enrico številka 2, hlapec naše gospodinje, je zaskrbljen na drug način. Slabo za ubogo ljudstvo, pravi, ladjedelnice v Tržiču bodo izpregle, zaslužka ne bo. In gospodinja se zgraža. Tak proletarec, pravi, vas ni sram, da si želite Mussolinija nazaj. Ves avgust je poln novega sonca, trta, koruza hitro zorita. Struge izsušenih hodovnikov se svetijo od bele mivke. Nikjer kaplje vode, le murve se zdaj polne soka, v dolgih vrstah stoje ob cestah. Ko se zjutraj vozim v Kjopris, Viskone, gledam strmo na sever. Tam stoji v nebotičnem zanosu Slovenske gore Triglav nad vsemi. Spoti v Marjano in Korono se pa lepo prezentira Sveta gora. 24. septembra sta Lokar in njegova žena, ko so se Nemci že bližali Ajdovščini in jo tudi bombardirali, odločila, da morata oditi k partizanom, da ne moreta počakati Nemcev. Zapustita svojo hišo. Ena od nemških bomb je priletela na vogal Lokarjeve hiše, odnesla del strehe, stropovi so popadli, predelne stene so popokale. Glavnino imovine, lastnine, praktične lastnine sta prepeljala k sorodnikom v Lokavec, toda v ambulanti so ostali še medicinski pripomočki, pa tudi cela Lokarjeva knjižnica je ostala v hiši. In ohranjeno je pismo,
v katerem piše s položaja svoji materi, kaj naj s hišo napravi. Kako je treba popraviti streho, koga naj dobi, kako naj se dogovori o plačilu, kdaj bo plačal, kako bo plačal. Piše ji tudi, naj zadnja okna, ki gledajo proti Hublju, zabije z deskami, da bi kdo ne vstopil v hišo. Piše ji tudi, da knjige, če se da, če zmore, naj prenese k sebi v svojo hišo, ali pa celo hišo zapre tako, da nihče ne bi mogel vstopiti. Vmes so se že pojavili ljudje, ki so odnesli nekaj njune lastnine, tudi instrumente, in mater prosi, naj vendarle poizve, kdo je to napravil. In ji tudi svetuje, katere ljudi naj povpraša. Oni bodo prav gotovo vedeli, kdo je odnesel to lastnino. Lokar razmišlja, Lokar pri partizanih naj bi bil zdravstveni referent, kasneje je to nalogo prevzela Rozina Nemec, in začel naj bi tudi pisati za poročevalca. Toda Lokar sam ve, da ni vešč žurnalističnega pisanja. On ni novinar. Piše popolnoma drugače, je pisatelj. In zato pravi, z mojim drugim člankom proti Rupniku, večen sovražnik, pa nisem imel sreče. Da se sem ga pisal še zunaj na soncu, nad stezo, z veliko vnemo. Arhovo navodilo, kar udarite po Rupniku, me je zavedlo. Segal sem v širokih gesti gor do Kanta in Šilerja in pogorel. Sicer sem vse tveganosti črtal, a širokega notranjega zamaha nisem mogel. Arh je ostal brez vsakega priznanja, kaj ni prav. Menda tudi radi tega, ker nisem pisal še enkrat. Arh, to je Bebler, je pričakoval od piscev člankov, da članke popravljajo in upoštevajo njegova navodila. Lokar pa seveda navodil ni upošteval. Vendar je bila stvar pisana gladko in sugestivno. Ni mogoče odpustiti, da se razlikuje od žurnalističnega načina. Čutim se osramočenega, da ne znam čisto tako kot vsi ostali. In tudi člankov ni potem več pisal. Razmišlja o novem človeku in novi dobi, o razliki med ironikom in racionalistom, o nujnosti prisotnosti ironije. In 2. decembra 1943 pravi, nobene stvari ne opažam v novi družbi močneje, kot da je prosta vsake ironije. Ker pa ni ironije, tam ni dvoma, ugibanja, negotovosti, zastrtosti v hrepenenju, neizpolnitve v željah. To je razmerje razuma do življenja in ironija je z mirom deviacija čustvenosti, ki ne more dalje. Ironičen človek se nekako z mirom suče na svojem mestu in je ironičen prav zato, ker ne more dalje, ker se vrti okoli samega sebe. Ironija je po Lokarjevo pravzaprav izhodišče tudi za umetniško ustvarjanje. Vse naše življenje doslej, zlasti na vrhovih, se je izživljalo v ironiji. Kakšen je tip bodočega človeka, ki so mu notranje in zunanje zadržanosti neznane? Opazuje hierarhe, uporablja besedje iz starorimske zgodovine. Hierarhi, konzuli, čuti spore med partijo in osvobodilno fronto, in osvobodilna fronta je le zasilna organizacija. Citiram, Frlan se vznemirja, da hoče vojska na svojo roko, še več, da hoče nad hierarhe. To pa ne to, si mislim. Hierarhi bodo od kraja skrbeli, da bodo vsem prvim konzulom kar sproti strigli peroti.
ker na nobeno stvar na svetu hierarhi toliko ne mislijo kot na to, da je in ostane vsa oblast nedeljena, enkrat za vselej v njihovih rokah. Pravzaprav je to jedro, začetek in konec vseh problemov. Silno so vznemirjeni, če zasumijo, da jim oborožena sila ni popolnoma podložna in le njihovo sredstvo. Vojska noče biti samo sredstvo. Mislim, da iz prebranih citatov razumete, koliko samosvoje misli in kritičnosti je v teh Lokarjevih dnevnikih. In tako se dogaja skozi vse najrazličnejše opise. Recimo 8. aprila 1944, ta zapis se mi zdi izjemno zanimiv, piše o tem, da je v bunkerju našel Arhove zapiske, to se pravi Beblerjeve, in poročila o njegovem delu na Primorskem v letu 1942. Ta poročila so bila namenjena osrednjim in višjim forumom. Meni so se zdela tako čudna, da jih ne morem ne prezreti in ne pozabiti. Tu je govorjenje takšno, kot da je bil naš svet danes ta dan ustvarjen, kot da ni bilo na njem človeških prebivalcev in da je treba predvsem to, ljudi zlasti to učiti, kako je treba na svetu živeti. O prepisovanju moram priznati, da sem veliko razmišljala tudi o sodobnosti, o našem današnjem cvetu, zato ker vsi novi oblastniki in novi hierarhi mislijo, da se je z njimi svet sestavil na novo. In prav moč in vrednost Lokarjevega razmišljanja je v tej njegovi izjemni kritičnosti. In Lokar pravi po neki hajki, potem se vračamo na Rupo in veselimo se občutja, da smo spet doma. Odhajajo, prihajajo novi ljudje in tudi to je del boeme. In vse to mi zelo prija. Lokarjevo razumevanje boeme je pravzaprav življenje v notranji miselni svobodi. Partizanski boj je bil boj mladih ljudi predvsem. Redki voditelji so bili Lokarjevih let, recimo Josip Vidmar, ali pa navsezadnje Tito, ali pa Jože Srebrnič, ki je še starejši od Lokarja. Lokar težko sprejema odnos nekaterih mladih hierarhov do starih. Govorila sva z Živcem o Solkancu in silno sem se čudil, ko sem po prvih njegovih besedah opazil, da imamo tu med partijci antagonizem mlade in stare generacije pred sabo. Živec je govoril o Jožetu Solkancu nekako takole: kaj bi mogel človek pričakovati od takega starega posranca? V vseh svojih mislih in besedah je smešen, klavrn, zavoženo vse, kar misli. Nemalo me je to čudilo. Jože, ki je presedel 18 let po ječah, Jože, ki je nad 10 let vodil partijo v naši deželi v težki ilegali. Kdo si pa ti, sem pomislil. Kdo? Da, kdo? Istočasno pa je mladim ljudem izjemno naklonjen in mnogi mladi, med njimi tudi Damjan, Lokarja zelo spoštujejo. 27. oktobra 1943 piše o en takem mladem človeku. In zanimivo, na ognjišču na Rupi je našel pismo, ki ga je temu mlademu človeku, ki ga opisuje, pisal njegov prijatelj Beltram. Lokar pravi tako: prejšnji teden, kateri dan je to bilo, je bil pri nas na kosilu Blaž, Darko Marušič.
vesel fant, ki se je prišel nekako poinformirati in posloviti, preden gre na kongres Zveze slovenske mladine v Slovenijo ali celo dalje. Vsa miza, vsa soba je bila polna njegovega smeha, mladosti, življenja. Danes je mrtev. Na Lokovcu je pal, ko je tekel iz hiše v breg pred Nemci. Ne bil bi zvedel, a Julij piše, Julij Beltram, njemu samemu, da bi njegova mati zelo rada govorila z njim. Ona pride, tudi če je oblaziti in preplaziti 9 gradov, 9 hribov in 9 svetov. Medtem tudi teh 9 svetov ni več dovolj. Pismo sem našel na ognjišču, da si mi ga Arh ni dovolil brati. Vidi se, tovariši ne marajo preplaha. A Lokar ga ni samo prebral. Dal ga je med svoje papirje in v njegovi zapuščini je ohranjeno ter original Beltramovega pisma kot fotografija objavljen tudi v dnevniku. Lokar je znal poiskati in zbrati nekatere dokumente, ki se komu drugemu niso zdeli pomembni. Recimo, na ljudskem zborovanju v Šmarjah ni omenjeno niti na spletni strani Krajevne skupnosti Šmarje. To je zelo pomembno, ker kaže naš odnos do dogajanja in do preteklosti. Je sedel na odru. Lokar točno ve, zakaj je Bebler rekel, da mora sedeti na odru. Lokar je bil spoštovan zdravnik, ki so ga poznali tudi v Šmarjah, in da se je Lokar pridružil partizanskemu gibanju, je to vendar bilo izjemno pomembno, navsezadnje tudi propagandno dejanje. No, in na odru sedi med Žigo in župnikom Bajtom. Šmarenski župnik Bajt je bil verski referent, ampak zelo dejaven, zelo aktiven in zanimivo, Lokar je ohranil Vilfanovo pismo, ki ga je Vilfan pisal Bajtu in se začenja: Dragi tovariš župnik. In potem mu piše o nalogah, ki jih mora opraviti. Bajt je bil leta 1955 seveda izobčen iz cerkve. Zato tudi zaradi Ciril Metodovega društva. Ampak zaposlil se je potem v Nuku. Ampak dosegel je skupaj z drugim izobčenim duhovnikom, ki ga poznamo iz 14. divizije Lampretom, da jima je duhovništvo bilo leta 1965 vrnjeno. Toda Bajt je ostal zaposlen v Nuku in bil vodja centralnih katalogov, ter izjemno pomemben tudi za razvoj katalogizacije. Toda dosegel je, da je dobil tisto, kar je bilo njegovo. To se mi zdi izjemno pomembno in Bajta je pravzaprav Lokar izjemno cenil, kar se vidi tudi s tistim pismom, kdo ve, kje se je zgubilo in ga je on ohranil. Da bi seveda ne bila predolga, bi vas opozorila samo še na eno stvar. In sicer na Lokarjevo mnenje, da se nek pandiletantizem širi okrog nas. To je zapisal 23. julija 1944. Ne samo to, vse je vseh. Ne, nekaj drugega je. Vsakdo zna vse. Mislim, da
ta pandiletantizem poznamo tudi danes. Toda 2. septembra 1944 zgodilo se nama je, njemu in njegovi ženi, da naj jo je bilo včeraj zvečer nepopisno sram, to je bilo pa že v Beli krajini. Ni bilo samo absolutno diktatorsko razmerje, ki je zastrupelo odnošaje. Bilo je vse ono, kar sledi iz tega in tega je bilo dosti. Jaz sem pisal, žena je kuhala, oba sva hitela, da dohitiva zamujenih 20 let življenja in sva pri tem nekako izgubila od samega dela kontakt z ostalo družbo. Res je, da so naju komaj opazili, ker sva oba tihih čudi. Vendar so se v tem, ko sva midva delala, vsi med sabo povezali. In že letos majnika na Rupi sva morala iz hiše, ko so imeli partijski sestanek. Rekli so nama to v obraz. Bil je to učitelj Henrik, ki je to storil. Tavala sva okoli hiše po planoti, bila je noč in niso več razločila rdečice na licih. Pa sva mislila dalje in videla, da je prav tako. Ločitev med nama in ostalo družbo je postala tako popolna, da sva se družbe tudi izogibala, ker nama je bila tuja. Občutila sva jo kot sovražno, zahrbtno, perverzno in nekaj brezvestnega, zamaskiranega je bilo vsem tem. Meni se je zdelo vse skupaj velika laž. Zlasti sem to občutil tudi danes, ko sva morala spet iz hiše, ker, kolikor so nama rekli, se bo vršil partijski sestanek. Sedela sva na starem opuščenem žagarskem vozičku pred vrati in poslušala dvignen, a hripav glas tovariša Roberta, ki je notri kakor s kladivom zabijal svoje besede. Razumela sva le toliko, da nekdo ni prav izvršil svoje naloge in sedaj mora poslušati pridigo. Sedela sva dolgo, malo ne 2 uri. Jasne jesenske zvezde so bile nad nama. Meni se je ves čas zdelo, da se velikanski pajčolan, v katerega so bile vpletene nalahno maje, kakor da ga na vzhodu po drugi na zapadu, pa drugi na zapadu valovi in stresa in zvezde so trepetale. Tovariši so se razšli, legla sva na pograd v pisarni, zunaj je postajala noč hladna, midva pa sva bila tu notri, pa sva se tu notri potila in nekako tesno nama je bilo. Brez velikega pajčolana z biljoni zvezd nad sabo in v spominu na ljudi. Bila sva pač izobčenca in čutila sva, da se potikava po partizanskih poteh kot boema, cigana, skitalca, da si sva svoje nepriznano, a vzdržno delo opravljala sila pridno. Edini prostor, v katerem je res zaživel, je bil svet umetnikov. Zato so neizmerno dobri, odlični opisi srečanj z Jakcem, Voduškom, opazovanje Miheličevega ustvarjanja, občudovanje kiparskih del Milene Dolgan, mlade kiparke, ravno doštudirala je v Zagrebu, leta 1945 je umrla v Ljubljani v prometni nesreči. Zato je poslušal glasbenike, ogromno je bral. V Beli krajini v Črnomlju ni bila samo javna knjižnica. V Črnomlju je tudi po stanovanjih bilo izjemno dosti knjig. In kljub izločenosti trdno verjel, da je to, kar se dogaja, nujno, obvezno, ker brez tega ne more biti ne boljšega in ne pravega življenja. In zaveda se, kako neizmerno obsežna, kako razvejana je Belokranjska partizanska republika, v kateri so bili resnično že vsi zametki povojne oblasti,
z vsemi elementi šolstva, javnega šolstva. V Črnomlju so vendarle ustanovili prvo partizansko realko, z javnim zdravstvom, z vsemi oblikami oblasti, ki so se kasneje 5. maja v Ajdovščini potrdile v različnih ministrstvih. Začel je nastajati pravzaprav nov svet, točno je vedel, da ga soustvarja, točno je vedel, da je do njega kritičen in zavedal se je, da je predvsem umetnik. Zato se nam zdi, kot da je zapis od 9. maja do 13. maja v Dnevniku pesimističen, pa vendarle ne. Lokar ostaja umetnik in kolikor je pesimizma, je zato, ker čuti, da v Ajdovščini umetnosti ali sogovornika tudi ne bo. 9. maj. 9. maj je Lokarjev rojstni dan. Zvonovi pritrkujejo mir, konec vojne in kakšne vojne. Ljubljana, Zagreb, Celovec, od naših zavzeti. Kamioni gredo po ameriški živež v Trst. Zvemo, da je že pred dnevi odšla večina naših čet na sever, da prestreže umikajočim se Nemcem z Balkana pot. Prvi avtobusi peljejo Snoc v Ljubljano, Jakac in tovariši odšli. 10. 5. v nebohod. Odhod Snoc, partije, zdravnikov, konec. Tako nisem v svojem življenju še bil žalosten, kakor včeraj na svoj 53. rojstni dan. Hari iz tehnike je pripovedoval, kako je bilo za veliko noč na Vojskem. Izgube niso bile tako visoke, kakor se je govorilo. Sedel sem z Vinovškom pred Gašparjevo gostilno in mu pripovedoval o svojih težavah ti 2 leti z Arhom in Frlanom. Potem mu svetujem, naj gre na izlet v Žablje, sam grem v Lokavec, toda vas je popolnoma izumrla. Nikogar nisem našel doma. Tudi Grlanc, pa Kiš je bil sodnik, Jurančič so prišli pozdravila k nam v hišo. Prišli so Jakac, Vinovšek, Čoš, toda vina ni bilo, le črna kava. 13. 5. 45. Pred gostilno je stala na trgu vrsta ameriških kontejnerjev in te so danes odpeljali. Zadnjih 8 fantov, ki je kontejnerje stražilo, je odšlo. Vrneva se iz partizanske kuhinje, ta je bila v gostilni pri Curku, domov. Sedaj ni nikogar več tu. Mir. In ta mir je strupen, ne da dihati, zgrudil bi se človek. S tem Lokar zaključi svoj dnevnik, predvsem zato, ker ne bo mogel več biti v družbi umetnikov. Arh mu v Furlanovem hotelu zabrusi, ti pri partizanih nisi nič delal, in vendarle je ves čas bil zdravnik. Na Vojskem, v Beli krajini, v Črnomlju, ampak v nobenem pregledu, v nobenem seznamu partizanskih zdravnikov ga ni. Tako da je iz teh seznamov pravzaprav izpuščen. Zato, ker ni bil, ker je zdravil predvsem prebivalce, ker se je ukvarjal s civilnim zdravstvom. Pisal je, živel za umetnost in sprejel, kar mu je Ahčin, minister, mislim, da sem prav povedala, Ahčin je bil minister za zdravstvo v prvi povojni slovenski vladi,
sporočil pred svojim odhodom v Ljubljano, ti ostaneš tu. O njegovem povojnem delu v Ajdovščini pa smo poslušali doktorja Franca Korena. Želela sem vam predvsem prebuditi željo, da bi Lokarjev dnevnik brali. Izogibala sem se svojih sodb, čeprav mislim, da ste jih čutili in razumeli. Verjamem, tako kot Lokar, v ciklično ponavljanje zgodovine in si mislim, kakšna bridka žalost je, da se hierarhi nikoli ničesar ne naučijo in vedno znova mislijo, da se je svet začel in rodil z njimi. Hvala lepa. Že prej sem vas povabil, da razvežete jezike. Kdo ga bo prvi? Prosim za vprašanje. No, morda bi rekel samo še eno stvar. Dnevnik, ki ga je Ivana Slamič začela prepisovati, je odkrila, se res odkrila leta 22, se pravi v lanskem letu. In opravila je izjemno veliko delo, fantastično delo. Tako da Matic skozi besede zgodovinarja je prav zanimivo čitati pisatelja. Tako da hvala za ta tvoj prispevek. Mislim, da smo... Ja, gospod Miha, izvolite. Bi povedal eno trink, vezano na sliko Gregorčičevo, ki ste omenili, da v noveli, da jo mora sneti krčmarica. Tako je. No, v hiši, ženski dol v mestu, je v dekliški sobi, se pravi tam, kjer je bila Anica Lokar Gustinčič, je ravno tako tale Gregorčičeva slika, kot je tista dobra misel, tista rastlinca. Ampak hotel sem povedati, asociacijo sem dobil glede antifašizma in teh slik. Kot majhnega fanta me je vedno ta težka oprava v hiši, v bistvu me neugodno je bilo. Velika hiša, predvsem so ga oznamirale ogromne slike v zlatih okvirjih nekih bojevnikov. In kasneje sem ugotovil, da so to reprodukcije znanega srbskega slikarja Paja Jovanovića, kjer se Slovani bojujejo s Turki. In ni bilo jasno, kako se je to znašlo v rojstni hiši Danila Lokarja, zakaj je to v tej hiši, ker teh slik je bilo veliko. No in kasneje, mislim, da na taboru mi je Danilo povedal, da je to sicer tudi pod vplivom njegovega strica Arturja, ki je bil jugoslovansko usmerjen in tako naprej že v prejšnjih časih, ampak da so v bistvu večje hiše mogle po začetku fašizma sprejeti v hišo kakšnega oficirja, italijanskega, ko so prišli Italijani, ker ni bilo nastanitev. In oni so tudi dobili v hišo enega italijanskega oficirja za neko obdobje in v bistvu kot, recimo, če so mogli snemati slike Gregorčiča doma, so obešali velike slike, težke, zlato ukvirjene Srbov, ki so se osvobodili izpod Turkov. Tako da je bila neka taka gesta upora. No, to mi je prišlo na misel, ker mi ni bilo jasno, zakaj take slike so bile. In potem mi je pač Danilo to pojasnil, da je to ta zgodba. Hvala. Hvala. Ja,
morda bi Matic, zate seveda izvod najnovejše knjige Lavričeve knjižnice. Hvala ti. Najlepša hvala. Hvala. Za Ivano Ja, pa knjigo mi moraš tudi dati. prepisovalko, tisto boš dobila kasneje, Ja, prepisovalko, nocoj bi jo hotela, da urednico. nesti domov, ker moram pregledati, da Izvoli, odkrijem Šopek. napake. Hvala ti. Hvala. Hvala. Je knjiga že odprta. Hvala. Mislim, da je za nami res en izjemno dober večer spoznavanja. Aha, doktor Bavčar, izvolite. Matic, super je bilo. Jaz bi najprej čestitev profesor Slamičevi za ta izjemno poglobljen prikaz, ampak kar je pa zame veliko pomembnejše je, da preko tega prikaza slišim glas Borisa Pahorja, slišim glas Franca Jeze, se pravi tistih avtentičnih nosilcev NOB-ja. Tisti, ki so takrat bili nekako v senci in vendar so reševali čast NOB-ja, tudi primorskega NOB-ja. Namreč Pahor je skozi pravu, jaz častim primorsko uporniško gibanje, primorski NOB, ne pa tisto, kar je z njega naredila partija. In celo ljudski glas, se pravi mojih sorodnikov, ki so poznali doktor Lokarja, so jim pravili, so rekli tako po domače, ja, ta je pa bil tista pravi partizan, mrč drhačen kot ta drugi. Tako. Ne, to se pravi, ni šel v politkomisarstvo. On je ostal vse skozi diagnostik njegovega veličanstva človeka, česar se je naučil na Dunaju in treba bo še vedno bolj ustrajati pri teh njegovih evropskih okvirih. Jaz slišim iz teh kritičnih pripomb, iz citatov, ki si jih brala, so čudoviti citati, to bo res me zelo obogatilo, zlasti pa, ki zdaj pripravljam en tek za eno prestižno nemško revijo o Ajdovščini. Čudoviti citati, res. Torej, ostal je diagnostik, ostal je v duhu Karla Krausa, ki ga bi morali pač dati na program vseh novinarjev, ne, tako da se vidi, kaj je polemično novinarstvo, kaj je pa enostavno blebetanje, ne, tako kot je običajno. In kar me najbolj preseneča, ta njegova ironija, ki je izrazito srednjeevropskega izvora. Literatura Srednje Evrope je izumila v svetovnem primeru najbolj poglobljeno ironijo. Boljše ironije je ni, kot jo pozna Srednja Evropa, pa naj omenja mojega prijatelja Milana Kundero, Johna Berger in tako naprej, Kazimira Brandiša, Poljaka in tako naprej. Ironija kot stanje duha. In zelo mi je ganilo tudi omenjanje tega, da, ko pravi, da je preveč razlike med mladimi in starimi, oziroma med umetniki in ostalimi, ampak to je že pogruntal Konrad Lorenz, da je danes preveč podobnosti v isti generaciji in prevelike razlike med generacijami. Lokar nas ima še mnogo za naučiti. Nas ima za naučiti predvsem drugačen pogled na zgodovino in nujna bi bila seveda v slovenskih šolah patriotska vzgoja, kar je tudi Boris Pahor predlagal, ampak tega se pač ne da dopovedati našim politikom, čeprav je to nujnost, da bi take avtentične pisce, kot je bil Danilo Lokar, se pravi, bil je diagnostik duha, diagnostik človeka, bil je ne samo zdravnik poklicno, ampak tudi diagnostik duhovnosti, diagnostik mentalitete. In to se čuti, kako on obravnava primorska človeka, kar bi bilo še potrebno v teh evropskih okvirih prikazati. Mene je najbolj presenetilo, ko sem bral tvoj dnevnik, ki si ga zadnjič pripravila, pred tem dnevnikom, kako je skoraj na skrivaj hodil v Trst, ne, tako da nihče ne ve v Ajdovščini, in spominjam se, kako mi je pripovedoval, kako je hodil
v knjigarno od Umberta Sabe pregledovati avstrijske revije, ki so bile takrat v špici, to Evropa 20. stoletja, kultura Evrope se je rodila na Dunaju in on je to pregledoval, ampak skoraj tako na skrivaj in to kaže marsikaj kritičnega na določen provincializem. Res izredno sem ganjen, ko sem te poslušal in me bi marsikaj pomagalo pri tej pripravi študije o Ajdovščini, o tisti Ajdovščini, ki ni zgolj neko provincialno mesto, malo meščansko, ampak tista Ajdovščina duhov, skritih duhov in res iskrene čestitke. To bi bilo vse. Hvala, dr. Bavčar, za umestitev v širšo sliko našega pisatelja. Morda, če še katero vprašanje? Ja, izvolite. Jaz nimam vprašanje. Jaz bi se rad najlepše zahvalil profesorici Ivani Slamič za vse marljivo, herojsko delo, ki ga opravlja toliko let in svojim delom pravzaprav nam pokaže in nam izpričuje to cikličnost, vrača Lokarjevo besedo v naš prostor, v našo zavest, da ne pozabimo nanj in da znova in znova odkrivamo, kako relevantno je njegovo delo in govori tudi današnjemu času. Zato še enkrat od srca hvala, profesor Slamič. No, potem bi pa za konec rad samo še naslednje sporočil. Z današnjim večerom Lokarjevega leta ni še konec. 18. maja, ravno tako v četrtek, vas vabimo v Lavričevo knjižnico. Naša gostja bo Vladka Tucovič-Starman z predavanjem o pokrajini v nekaterih oziroma v Lokarjevih delih. Mislim, da bo to izjemno zanimivo predavanje, tudi zaradi tega, ker govori ker nas to navezuje oziroma povezuje z zadnjim dejanjem v letošnjem letu, ko zaznamujemo 130-letnico Danila Lokarja, to je pa z odprtjem Lokarjeve poti. Lokarjevo pot bomo odprli skupaj v sodelovanju tudi z Lokarjevo galerijo in v sodelovanju z osnovno šolo Danila Lokarja Ajdovščina ter upam, da tudi z Društvom slovenskih pisateljev 26. maja, to je petek. Odličen dan, da se nam pridružite na poti, na pohodu, nekateri morda dlje, drugi celo pot, nekateri pač na samem koncu ali pa na začetku, kakorkoli že. To bi bilo moje sporočilo in ja, kar je Ivana Slamič dejala, ta dnevnik se bere kot knjiga. Ona je prej pri pogovoru z novinarji dejala, da je nekakšen road movie, torej cestni film. Res se bere tako. Odlično je, zelo zanimivo je. Mislim, da mlajša generacija ne pozna razmer, v katerih so živeli partizani, tudi v katerih so živeli meščani oziroma meščani v partizanskih časih in krajih. Vsestransko je odlično, tudi zaradi seveda različnih odnosov, razmerij, ki jih Lokar opaža, kot že zadnjič smo ugotavljali, zdravnik mora opazovati in je bil odličen opazovalec, torej tudi do različnih struj takrat med osvobodilno fronto, pa med takratno komunistično partijo in tako naprej. Knjiga, ki se bere sama, vabim vas, da si jo lahko tudi seveda kupite. V knjižnici bo seveda na razpolago že takoj 20 €, nocoj jo imamo seveda tudi že tukaj. Hvala lepa, vabim vas, da se še zaustavite, rečete še katero, pa vabim vas tudi na par besed pogovora, kozarec vina
ali pač kozarec vode, če vam je to ljubše. Lepo se imejte še naprej. Hvala.